Naš gost. Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, dober dan. Pred nami je 1 ura druženja v oddaji Naš gost, v kateri bova klepetali z gospo Ireno Orešnik. Dober dan in dobrodošli v našem studiu. Dober dan in hvala za povabilo. Gospa Irena Orešnik, eden zadnjih pomembnih dogodkov v vašem življenju je bil zagotovo izbor za Slovenko leta 2024. V obrazložitvi je zapisano naslednje. Irena Orešnik je agronomka, kmetica, izkušena sirarka in izvrstna strokovnjakinja v statistiki, zato je dobrodošla v mednarodnih ekipah različnih projektov po vsem svetu. Kot soustanoviteljica in predsednica Združenja hribovskih in gorskih kmetov Slovenije se odločno zavzema za do pred kratkim prezrtega hribovskega kmeta in srednje velike kmetije. Mlade kmete in kmetice opogumlja za aktivizem, saj nujnih sprememb namesto njih ne bo dosegel nihče drug. Hribovski kmetje se bodo morali rešiti sami, je prepričana. In s tem, ko bodo rešeni pridelovalci kakovostne hrane, bo ohranjena tudi podoba slovenskega podeželja in pokrajine, kot smo jo poznali doslej. S kmetijstvom se pri nas nobena vlada ne ukvarja dovolj resno, je kritična in prepričana, da spremembe dosežeš le, če ti je v resnici mar za tisto, kar počneš. Gospa Irena, kaj vam pomeni to, da ste bili predlagani za Slovenko leta in kaj je čas glasovanja in sam izbor prinesel v vaše življenje? No, vsekakor, jaz sem bila vesela te nominacije, čeprav je v resnici prišla v času, ko sem se sama spopadala, bom rekla, z nekim svojim obdobjem, z boleznijo, ki ni bilo prav najboljše. In sem pravzaprav na samem začetku celo dvomila o tem, ali to nominacijo sprejmem ali ne, ker se zavedam, da je s tem povezan tudi določen napor. Vseeno sem se odločila, da to nominacijo sprejmem, tudi zato, ker smo mogoče predvsem hribovski kmetje v našem združenju sredi nekega časa, kjer v bistvu želimo doseči določene premike in sem nekako razumela, da to nominacijo lahko izkoristim za to, da naredimo še kak korak dlje. Tisto, kar je bilo potem pa mogoče kasneje res presenetljivo, je koliko ljudi je to opazilo, me podprlo, z mano vred podprlo vse tiste, ki skupaj počnemo nekaj, zaradi česar sem bila nominirana. In na ta način je v bistvu ta nominacija pravzaprav prispevala k temu, k še bolj trdni odločenosti, da je treba ta boj oziroma ta prizadevanja nadaljevati in okrepiti in da imamo možnosti, da naredimo nekaj, da se to stanje posebej pri hribovskih kmetih in na splošno kmetijstvu izboljša. Tisti, ki spremljajo naš program, vas zagotovo že poznajo, vsaj vaše strokovno področje in vaše prodorne misli glede stanja slovenskega kmetijstva. Danes pa vas bova skušali predstaviti še nekoliko drugače, kot Ireno, ki je priimek Orešnik pridobila šele zakonsko zvezo. Kdo je bila Irena predtem, v kakšni družini je prišla na ta svet, kaj jo je veselilo, v katere šole jo je povabilo življenje? Je bilo kmetijstvo vedno del njenega življenja? Torej, jaz sem rojena v Šentjoštu, kjer še danes živim. Rojena sem bila v družini, ki ni bila kmečka, bila je v bistvu obrtniška. Moj oče je praktično skoraj od vsega začetka svoje, bom rekla, profesionalne kariere se odločil za obrt. Torej, kmetijstvo, kot sem rekla, ni bila nam položeno. Je pa res, da smo se ukvarjali nekoliko tudi s kmetijstvom, ker je oče menil, da se moramo otroci naučiti delati, zato je najel nekatere bregove okrog nas, ki jih danes obdeluje naša kmetija, predvsem zato, da bi se otroci naučili delati. Tako da tudi to ni bila neka čista neznanka. Zdaj, bili smo velika družina, nas je bilo 6 otrok, 5 deklet in en fant. Tisto, kar je bilo mogoče pomembno in me je kasneje zaznamovalo, mogoče tudi v tem, kar danes počnem, je, da je bil moj oče en tistih, ki je zelo veliko takrat delal za družbo, za vas.
in pa predvsem zelo veliko tudi za kmete. On je vedno razmišljal, kako tem ljudem po teh hribih pomagati, da bi ostali. On se je ukvarjal, v bistvu je izdeloval različne stroje in tako naprej in potem je, delal žage za to, da ne bojo ljudje prodajali hlode, ampak bodo nekoliko več zaslužili s tistim, kar so naredili. Potem še določene stroje, še za nadaljnjo predelavo. Potem je rekel, lejte, hiše morajo narediti, pa je delal drobilce za kamen. Je rekel, takrat so bili časi taki, ljudje niso imeli veliko denarja in dejansko je zelo veliko takrat ljudi bežalo v dolino. In mogoče smo se takrat navzeli tega, da v bistvu je treba iskati rešitve, da si je treba pomagati in da je treba delati ne samo zase, ampak vedno, kadar zmoreš, tudi za skupnost. Jaz verjamem, da ne more vsak, nima vsak sposobnosti, nima znanja, nima tega, ampak menim pa, da tisti, ki ga imajo, pa imajo na nek način tudi dolžnost, da poleg dela izključno zase in za svojo družino naredijo nekaj tudi za skupnost. Kdo pa je skrbel za odnose? Je bila to mama? Seveda, tukaj je bila, moram reči, mogoče oba, mama in oče. V naši družini se mi zdi, da je bil oče tisti, ki je vedno vztrajal na tem, da se je treba o zadevah pogovoriti. Tudi takrat, ko bi nekdo utihnil v kakšni trmi ali jezi, je bil on tisti, ki je vztrajal na tem, da se o stvarih pogovarja. In tudi to je ena izmed stvari, ki smo se je naučili in je danes, bom rekla, s pridom uporabljam tako v svoji družini, kot tudi pri delu za skupnost. Zdaj, mama je seveda tista, ki lahko si predstavljate, če je nekje 6 otrok, da mama brez njene skrbi za vse ne bi šlo. S tem, da je naša mama bila res tista in še danes je, ker moji starši so še živi, neverjetna opora očetov pri vsem, kar je počel. Tudi ona ga je podpirala v tem, da je delal poleg družine tudi za skupnost, razumela je stvari. Predvsem pa je mogoče imela zelo pomembno vlogo pri nas otrocih v tem, da je nas naučila, ona je bila izjemna bralka in je v bistvu nas, bom rekla, pripeljala to, da smo vsi otroci brali takrat, ali pa večinoma smo brali. In bom rekla, ona je bila zelo pridna učenka in je nekako nam dajala zgled tudi potem v šoli, skrbela je za šolo, tako da smo pravzaprav večinoma potem tudi naredili šole, doštudirali. Teda, sigurno je imel vsak svojo vlogo v tem in je v bistvu vplival na določene dele našega življenja in vpliva še danes. Kako ste bili povezani s sestrami in z bratom? S sestrami in z bratom smo bili zelo povezani, smo še danes. Žal je brat premlad umrl. To nas je v bistvu tudi kot družino zelo prizadelo, ampak na nek način mogoče še bolj povezalo. Za to povezavo med nami mogoče sta tudi zelo zaslužna oče in mama, ker ne glede na to, da sta danes že kar v letih, ona dva še vedno skrbita, da se mi redno dobivamo in se z veseljem dobivamo, tudi marsikaj počnemo skupaj, ne glede na to, da smo zaposleni v različnih poklicih. In se mi zdi, da je to tudi nekaj, kar človeku daje moč. Zato, ker vidi, da ima ob sebi ljudi, na katere se lahko opre. Naj si bo to naši starši kljub letom in sestre smo si zelo v oporo pri različnih stvarih. Naj si bo, ko se kaj zaškriple v družinah, ko kaj zaškriple v poklicih, v naših službah. To je mesto, kjer si lahko stvari delimo med sabo in si pač pomagamo najti rešitve. Rekli ste, vsi smo doštudirali, prišli do svoje izobrazbe. Kakšno študijsko pot ste vi peljali? No, jaz sem v bistvu najprej se odločila za gimnazijo, potem sem v zadnjem letniku gimnazije predvsem razmišljala, da grem študirati matematiko, to je bila moja neka prva ljubezen. Pa me je oče takrat prepričeval, da mogoče kljub vsemu bolje, da grem na agronomijo in dejansko sem se tako odločila in mi ni bilo nikoli žal, ker ko danes pogledam nazaj, se mi zdi, da bi mi bila matematika bistveno preozka. Agronomija pa je na nek način povezala veliko mojih ljubezni in kasneje, ko sem pravzaprav kot prvo službo začela na statistiki, na področju kmetijske statistike,
so se nekako te moje, bom rekla, sposobnosti in ljubezni povezale, matematika, naravoslov, narava, in kasneje, ko sem pravzaprav pustila to službo in začela delati samostojno v različnih državah v tujini, pa še ena moja, bom rekla, žilica do potovanja je bila s tem tudi, in ne samo do potovanja, predvsem tudi do predajanja znanja, no. To pravzaprav me je vedno veselilo in me še vedno veseli, tako da jaz vedno rečem, da po nekih, ne bom rekla naključnih poteh, ker vseeno so bile odzadaj neke odločitve, ampak na koncu sem v tem poklicnem smislu, imam čisto vse, kar me veseli. Na eni strani delo s kmetijo, s hrano na sami kmetiji, na drugi strani matematika, naravoslovje, poučevanje, delo z ljudmi, pravzaprav, in če temu dodamo potem še moje delo v združenjih, naj si bo združenih hribovskih kmetov ali pa pri sirarjih, nekako uspem moje talente dobro izkoristiti. In kako se je spremenilo življenje s poroko? No, takrat se je zelo veliko obrnilo na glavo. Jaz sem se poročila zelo mlada, v prvem letniku fakultete, tako da prva stvar je bilo, jaz sem si res želela doštudirati in to ni bilo tako enostavno. In takrat, bom rekla, brez res velike podpore mojega moža in pomoči mojih staršev in pa tašče, bi bilo to, ne bom rekla nemogoče, ampak zelo težko. Tako da to mi je uspelo, potem so pa se veste, treba je bilo nekje postaviti si svoje gnezdo, potem so začeli prihajati otroci, tako da bilo je veliko vsega. Verjetno imamo večina ljudi veliko vsega, no. Mogoče je moja dobra stran ta, da zelo hitro pozabljam tisto, kar je težko, in se v glavnem osredotočam na lepe stvari in jih tudi, bom rekla, v spominu ohranjam tisto, kar je lepo, tako da, če pogledam danes nazaj, je bilo veliko več lepega kot slabega. Je pa seveda potrebna tudi neka pripravljenost na to, da se človek prilagaja in da kakšno stvar tudi nekoliko spremeni morda. Zdaj, ko se poročiš, ko dobiš še nekoga v svoje življenje in ko potem dobiš še otroka v svoje življenje, zraven imaš v bistvu še svojo družino s svojimi navadami, dobiš še novo družino s svojimi navadami, to seveda brez zmožnosti prilagajanja ni mogoče speljati. Prilagajanja in pa pogovarjanja o stvareh in reševanja težav takrat, ko pridejo, in ne, da jih nalagaš in čakaš, ker res je, da se nekateri tudi sami rešijo in včasih ni treba zelo hiteti, ampak veliko stvari je najbolje, da jih rešimo takrat, ko se pojavijo in ne nalagamo na neko skladišče, ker postaje samo večji. Vaša kariera je kljub temu cvetela, na tej karierni poti ste ostali, družina vas pri tem ni ustavila, lahko ste usklajevali eno in drugo, je bilo težko? Zelo težko je bilo, dokler sem bila v redni službi. Zato sem se potem tudi odločila, da pravzaprav po 15 letih to službo na Statističnem uradu zapustim, čeprav sem jaz to službo imela zelo rada. Ampak pojavila se je priložnost, da začnem delati samostojno kot konzultant za kmetijsko statistiko, kar pa mi je prineslo pravzaprav veliko več svobode v tem, kdaj delam, ne. Na ta način sem jaz potem imela bistveno boljše možnosti usklajevati moje delo statistiko z delom na kmetiji. Ker v tistem času smo potem mi začeli že delati sir, na začetku sem jaz bila edina, ki sem znala delati sir, tako da je bilo praktično, če sem kdaj morala iti na pot v tujino, kar ni bilo malkrat, še v bivši službi je bilo to treba omejiti na 3 dni, ker mleko ni čakalo več kot toliko. No in potem, ko sem odšla na svojo pot, sem si lahko nekako uredila delo, tako da sem v zimskem času, ko na kmetiji ni veliko dela, v bistvu delala v glavnem statistiko in s tem prispevala k temu, da smo mi lahko kmetijo sploh razvijali. Poleti pa sem bila pretežno pač doma.
na kmetiji. Ste se poročili na kmetijo? Je imel mož kmetijo? Ne, midva sva kmetijo začela, to je bila samo sanje, ideja. In nič drugega. Pravzaprav sva si želela, da ne odhajamo vsak dan od doma v Ljubljano, da več časa lahko preživimo skupaj, da smo v Šentjoštu, kjer smo zelo radi. In dejansko se nam je to na koncu uresničilo, je pa res, da mogoče nisva začetku razumela, koliko napora, koliko tudi denarja bo potrebnega, da midva to kmetijo pripeljeva do takega nivoja, da to lahko dejansko potem tudi uresničiva. Veliko let sva hodila v službo, zato da smo to kmetijo zgradili, ker drugih možnosti ni bilo. Na nek način mogoče si niti nisva želela zelo privezati na kakšna javna sredstva, ki bi naj omejevala, kaj naj počneva, kako naj počneva. Saj veste, danes je to je tako. Je eno veliko, mogoče je denar, vendar je pa eno veliko breme hkrati. Začeli smo v bistvu v hlevu od starega očeta, ki je bil prazen, in od takrat smo se selili že 3-krat, in zdaj v bistvu imamo kmetijo tam, kjer smo si zgradili hišo. Vsekakor smo s tem pridobili tudi veliko več časa za otroke. Otroci so bili vsi v športu, in ker jaz v bistvu sem bila večji del leta doma. Veliko stvari sem lahko naredila tudi od doma. Odsotnosti je bilo bistveno manj kot takrat, ko sem hodila vsak dan v službo. Ker da greš v Ljubljano in nazaj, pri nas najmanj 10 ur. Je bilo pa zelo veliko nerazumevanje tega tudi v vasi. Saj jaz sem tako čutila. To, da mama gre od doma in pusti otroke, je bilo skoraj nedopustno. Ker v bistvu ljudje so navajeni, da pač mama, tudi če gre v službo, to je pač treba in vsak dan gre v službo. To je bilo sprejemljivo, to pa, da mama občasno odide na pot in je ni, je bilo pa zelo nesprejemljivo. Čeprav sem jaz bila v bistvu, če dobro pogledamo, bistveno več doma kot tisti, ki hodijo vsak dan v službo. Ampak to je tudi odraz okolja, kjer živimo. Izobraževanje je verjetno sestavni del vašega življenja, bodisi na področju sirarstva, pa tudi na ostalih področjih. Torej, ko smo mi začeli z kmetijo, mi nismo imeli v glavi, da bomo delali sir. Nam so rekli, da se to mleko kozje da prodati v bolnice, ko smo jaz potem to vse lepo poklicala, seveda temu ni bilo tako in je bilo treba začeti razmišljati drugače. Koze so že bile takrat pri hiši, smo pač videli, da bo treba zadevo predelati. O tem nismo imeli nič, nobenega znanja, res čisto nič. Ampak začeli smo pa aktivno iskati to znanje. No, takrat je na Ptujskem kmetijskem zavodu gospa Majda Tumpej, oni so veliko sodelovali z Nizozemci in je začela z nekimi tečaji s pomočjo teh in smo šli na te prve tečaje. Odšli smo tudi preko iste družine potem na Nizozemsko, kjer smo spoznali eno družino, kjer so delali sir in so nam z veseljem vse pokazali in tudi mene vzeli na krajšo prakso. To so bili začetki, ker v Sloveniji je bilo takrat izjemno težko v 90-ih letih dobiti znanje na tem področju. Tudi je bilo vse usmerjen samo v neko industrijsko predelavo, razen na Tolminskem in delno na Bohinjskem, kjer je bila tradicija. No in potem, ko smo začeli, smo ugotovili, da brez dodatnega znanja ne bo mogoče. Takrat je zopet gospa Majda Tumpej bila tista, ki je spodbudila, da organiziramo združenje kmečkih, takrat malih sirarjev v Sloveniji. In takrat so se stvari nekako začele odpirati, začeli smo sodelovati z tujino, s tujimi predavatelji, jih vabili v Slovenijo, hodili v tujino, to so bili hkrati naši izleti. Ste se poznali že prej ali vas je gospa Tumpej povezala? Takrat je bilo zelo malo sirarjev, mislim, da je bilo prvih članov nas 35. Bila je tudi velika skepsa, ko smo z Majdo začeli po Sloveniji hoditi in nagovarjati, da naredimo združenje. To ni bilo nekako sprejeto kot nekaj nujno, kot nekaj dobrega. No, ampak kljub temu smo vztrajali in dejansko mislim, da se danes po več kot 25 letih kaže, da je predlog Majde pravzaprav preroški in mislim, da je velik del tega res pomembnega razvoja kmečkega sirarstva v Sloveniji treba pripisati te povezanosti v združenje. Hkrati pa se vsa leta povezujemo tudi s tujino. Smo tudi del Evropskega združenja kmečkih in obrtnih sirarjev, ker se mi zdi poleg tega, da se izobražujemo,
stalno izobražujemo, se mi zdi izjemno pomembno tudi to povezovanje. Povezovanje med sabo, povezovanje v Sloveniji, pa tudi povezovanje z sorodnimi ljudmi v tujini. In seveda je to tudi izmenjava izkušenj, svetovanja drug drugemu. Tisto, kar smo uspeli narediti v združenju, na samem začetku je to, da smo nekako prebili to bariero. Od začetku pravzaprav nihče ni želel deliti znanja drug z drugim. To je bilo res neverjetno. In potem, ko smo nekateri v združenju, v bistvu brez ovir, vsakmu pomagali, mu pokazali, delili recepte, se je vzpostavilo neko vzdušje pomoči drug drugemu in dejansko mislim, da smo to uspeli ohraniti do danes. Mogoče sem pa tja se seveda vedno najde tudi ljudje, ki jim to ne diši, ampak načeloma si v združenju zelo veliko pomagamo med sabo in mislim, da je to tisto, kar nas pelje naprej. Verjetno bi bilo to vrstno povezovanje zelo dobrodošlo tudi na drugih področjih. Jaz mislim, da je povezovanje izjemno pomembno. Ampak povezovanje mora biti svobodno, ne pod neko prisilo. Poleg tega, tako kot sem že rekla, je izobraževanje tisto, kar je zelo pomembno. Znanje je izjemnega pomena. Želja po kakovosti. Jaz vedno rečem, oglaševati naše stvari samo stališča domače, ker je domače, to ni dovolj. Mi si moramo res prizadevati, da tisto, kar ponudimo potrošniku, je kvalitetno in je pošteno. Da dejansko ponujemo potrošnikom tisto, za čemer lahko stojimo. Jaz mislim, da je danes še vedno premalo te zavesti, premalo, ne vem, kako bi temu rekla, včasih tudi poštenosti. Mislim, da je v osnovi vsega moramo biti pošteni. Pošteni do sebe, pošteni do potrošnika, pošteni tudi do ostalih. Ker jaz verjamem, da samo tiste rešitve in tudi predlogi, ko delamo v politiki, ki so pošteni v osnovi, tiste lahko tudi obstanejo. Vse rešitve, ki so na nek način v prid samo določeni skupini, so narejene na nek lobističen način, na dolgi rok ne morejo obstati. Tudi pri sirarjih smo si vedno prizadevali za rešitve, ki so poštene do sirarjev, poštene do potrošnika in enako delujemo tudi v združenju hribovskih in gorskih kmetov. Nikoli ne želimo nekih bonitet na račun nekoga drugega. Želimo samo, da so stvari v politiki urejene pošteno in da so urejene na osnovi podatkov, na osnovi analiz. Zelo se mi zdi problematično, kadar so stvari urejajo na osnovi političnih interesov, na osnovi populizma. Tukaj zelo hitro pridemo do rešitev, ki v bistvu daljnoročno ne morejo obstati, kar pa pomeni, na področju kmetijstva je to zelo velika težava, ker kmet ima toliko spremenljivk, toliko stvarem se mora prilagajati že s tem, ko dela z naravo, ki v bistvu dela po svoje, ne na način, kot bi si mi želeli, da je tako, bom rekla, zelo spremenljivo, pa hitro spremenljivo okolje kmetijske politike izjemno težavno za kmeta. Danes je Slovenija po zaslugi Združenja kmečkih sirarjev Slovenije po številu sirarjev na kmetijah med najštevilčnejšimi v Evropi. Nam lahko poveste še kaj o združenju, samem pa tudi o sodelovanju s stroko, ki je zagotovo potrebno, in ne nazadnje tudi o povezovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije. Torej, združenje je nastalo zdaj že praktično pred 27 leti. Nastalo je na pobudo gospe Majde Tumbej, ki je takrat delovala v Kmetijsko-gozdarski zbornici. Kmetijsko-gozdarska zbornica nas je vsa leta podpirala in nas še. Se je pa zgodilo nekaj, da bom rekla, mogoče tudi na osnovi tega dobrega dela se je resnično število kmečkih sirarjev v Sloveniji izjemno povečalo. Jaz sem gledala malo podatke, mislim, ne vem, če je v Evropi sploh obstaja država, ki bi imela proporcionalno glede na število prebivalcev več kmečkih sirarjev. Tudi imamo zelo veliko mladih, na srečo. Tako da v vsem tem času smo morali sodelovati. Mislim, ker v bistvu sirarstvo posebej, če delamo iz surovega mleka, to, za kar si prizadevamo, je zahtevna panoga, kjer potrebuješ veliko znanja in tudi podpore. Tisto, kar se nam zdaj dogaja, je, da v bistvu imamo premalo strokovnjakov znotraj organizacij, ki so nam na voljo.
da bi bile v pomoč sirarjem. Namreč mi smo začeli z enim specialistom za sirarstvo pri zbornici, kot nas je bilo približno 40, mogoče malo več. Mi smo še danes pri skoraj malo manj kot 400 sirarjih še vedno samo z enim. Slišimo pa, da naj bi se sedaj nekaj premaknilo v tej smeri. Mi poskušamo te zadeve nadomeščati s tem, da sodelujemo z tujimi strokovnjaki in zelo zadnje čase sodelujemo z Inštitutom za mlekarstvo. Ker tam so strokovnjaki in moram reči, da je tudi z njihove strani veliko posluha, kar nas izjemno veseli. Zdaj, združenje je imelo vse sorte faze, ne. Prvo obdobje je bilo zaznamovano s tem, da smo se morali sploh boriti za obstoj. Nekih 10 let se število kmetij sploh ni povečevalo, ker je bilo, zadeve so bile zelo negotove, ni bilo ljudi, ki bi lahko pomagali, kako narediti sirarno. V bistvu surovo mleko je bilo zelo problematizirano, čeprav je bilo zakonsko dovoljeno, vendar v praksi so bile stvari zelo težavne za tiste, ki so delali surovega mleka. Potem je bilo neko obdobje, ker smo se v glavnem ukvarjali s tem, kako podpreti te sirarje z repromaterialom, s promocijo in tako naprej. Zadnje obdobje pa je mogoče, bom rekla, bolj cvetoče obdobje tega našega združenja, ker neka kritična masa sirarjev je presežena, tudi prihaja na nek način do obnove, do generacijske prenove, prihajajo nove moči z novimi idejami, mladi to zelo drugače gledajo kot naša generacija, ki zdaj te sirarne v glavnem predaja naslednjemu rodu in je zelo zaznamovana s tem nekim boomom v smislu prepoznavnosti v javnosti. Mi smo vsa leta sicer delali tudi na tem, imeli že praktično pred 25 leti prvi, mislim, da smo rekli kmečki sir v Ljubljani, nekaj podobnega, zdaj sem se že pozabila. Ampak odkar smo začeli z leta 2017 z festivalom slovenskih sirov in se bolj posvetili tudi s pomočjo strokovnjakov, na primer gospe Tatjane Čop, ki vsa leta v bistvu dela na področju promocije, na področju kmetijstva, se mi zdi pa, da so se zgodili veliki premiki. Predvsem, kar se tiče prepoznavnosti in tudi prisotnosti kmečkih sirov pravzaprav povsod. Ne samo na kmečkih tržnicah po celi Sloveniji, ampak tudi v trgovinah, v gostinstvu, tudi v večjih tržnih centrih, tako da smo vse prisotni. Kako pa je bilo na področju opreme sirarn? Kako ste to reševali? To ni majhen zalogaj. Tisto, za kar je združenje skrbela s pomočjo kmetijsko-gozdarskih zavodov, je načrtovanje sirarn. Kar pa se tiče same opreme, smo na začetku se res znajdli vsak po svoje. Mi recimo smo celo sirarno pripeljali takrat iz Nizozemske. Kasneje so se pa, bom rekla, na eni strani imamo mi trenutno najmočnejšega proizvajalca sirarske opreme praktično v Evropi za kmečke sirarne, kar v bistvu olajšuje pot do dobre, trezne opreme. Po drugi strani pa je kar nekaj sirarn tudi bilo uspešnih na razpisih Ministrstva za kmetijstvo in bilo podprto pri opremi sirarn. Zgodbe so zelo različne, no, težko je reči, ampak v bistvu za primerjavo danes ali pa ko smo začenjali danes, takrat ni bilo mogoče nič kupiti, praktično ni bilo. Mi smo hodili na Nizozemsko po opremo, tam smo ugotovili, da obstajata 2 prodajalca opreme in stvari in smo se odpeljali na Nizozemsko, pripeljali stvari nazaj. Danes imamo v bistvu tudi zastopnike tukaj, pravzaprav vse sorte opreme, pripomočkov iz cele Evrope. To pogledno so stvari neprimerljive s tistimi začetki. Kaj pa inšpekcije in nadzori? Ste imeli kdaj kaj večjih težav ali je bilo tu razumevanje nekakšno in toleranca vsaj na začetku? Ne, prav na začetku je res ni bilo. Prva leta so bila zelo, zelo težka. Jaz mislim, da je bilo predvsem težava, da se je sistem popolnoma menjal. Bivši sistem, ki je bil v Jugoslaviji in potem sistem nadzora hrane, ki je v Evropi. Prej je bilo nekako odgovornost na nek način tudi na inšpekciji, s tem, da sistem, ki je v Evropi pravzaprav nalaga vso odgovornost na samega sirarja, tistega, ki predeluje mleko. Mislim, da so na začetku, da se jim ta 2 sistema mešala, to je bila ena zadeva. Po drugi strani pa imamo mi na področju inšpekcij izključno veterinarje, ki niso posebej usposobljeni za predelavo mleka
bi bilo resnično pametno, če bi imeli tudi kakšne živilske tehnologe na tem področju v nadzoru. Kajti pri predelavi mleka je zelo problematično, če se osredotočamo izključno na higieno v ozkem smislu, v ožjem smislu. Torej, da so zadeve čiste, da je mleko čisto in tako naprej. Sir je pač fermentiran izdelek in v bistvu s fermentacijo mi varujemo to mleko pred kvarom. In zato je nujno treba razumeti tudi ta del in sicer kako mi varujemo oziroma proizvajamo varne izdelke s pomočjo pravilne tehnologije, s pravim načinom oziroma s znanjem, kar se tiče usmerjanja fermentacije. In tukaj je bilo znanje mogoče še danes, se mi zdi, zelo šibko, zato je resnično pozornost bila usmerjena samo v ta prvi del in pa predvsem v razne evidence, ki v bistvu so zelo smiselne pri nekih velikih obratih v industriji, so pa zelo nesmiselne v malih sirarnah. Mislim, ne razumem še danes, kaj je smisel, da za sabo podpisuješ, da si počistil sirarno. Pomembno je, da si jo počistil, ne da si to podpisal. Ne? Vendar so se stvari spremenile. Naša sirarna je na določeni točki, ker ni bilo konca, s tem pravzaprav dala stvari tudi na sodišče in ko smo na sodišču, nam je sodišče pritrdilo, kar se tiče evidenc in drugih stvari, od takrat so se stvari zelo, zelo umirile. Mogoče celo bi si želela, da bi bil v sirarnah strožji nadzor, ampak nadzor, ki bi dejansko upošteval tudi tehnologijo. Če tudi inšpektor ni formalno odgovoren za to, kljub vsemu ima svojo vlogo v sistemu in če inšpektor pritrjuje nekomu, če tudi ne dela prav, na nek način je soodgovoren, če neke stvari grejo narobe. Za tak nadzor je potrebno znanje in na nek način tudi zaupanje med inšpektorjem in sirarjem. Tega mislim, da ga je več, ampak še vedno premalo. Kmečki sirari delate sir izključno iz surovega mleka? Kmečki sirari, nekateri delamo iz surovega mleka, nekateri iz pasteuriziranega mleka. Jaz sem velik pristaš surovega mleka, ker menim, da je to tisto, kar imamo kmečki sirari ponuditi nekaj več. Namreč sir iz surovega mleka je najmanj predelano mleko, kar je mogoče, kar pomeni, da ohrani v sebi vse tisto, kar smo mi z umno prirejo prinesli z mlekom v sirarno. Se pravi rožice. Tako je. Velika škoda je, da to uničimo. Hkrati v teh malih sirarnah ne moremo proizvajati poceni. To so majhne serije. In v bistvu, če nismo sposobni potrošniku ponuditi nekaj več kot industrija, je težko upravičiti ceno. Težko. Seveda je lahko upravičeno na nek način tudi, da s tem ohranjamo kmetijstvo, ohranjamo podeželje in tako naprej, ampak tak nivo zavedanja pri potrošnikih je redek. Surovo mleko je velikokrat obravnavano kot nekaj, pri čemer obstajajo velika tveganja. Tveganja obstajajo, ampak obstaja tudi pri pasteriziranem mleku. Edino tveganje, ki je bistveno večje pri surovem mleku, je tveganje pri samem mleku kot takem. Kajti vse ostale okužbe se lahko zgodijo tako sirom iz surovega mleka kot sirom iz pasteriziranega mleka. Zato je tako zelo pomembno, da tisti, ki delamo iz surovega mleka, da umno kmetujemo v hlevu, da pazimo na zdravje svojih živali. Zato v bistvu, ko izobražujemo sirarje o varni predelavi mleka na kmetijah, je pomemben del, mogoče več kot polovico našega izobraževanja pravzaprav namenjenega temu, kako poskrbeti, da bo mleko, ki ga bomo namolzli, varno. Tako se včasih zdi, da je danes sir nekaj nadstandardnega, toliko različnih vrst sira je. Tako nekako se je razširilo to znanje. Izdali ste 2 knjigi. Prva, katero ste napisali skupaj z Mojco Polak pa Matevžem Visočnikom, ima naslov Obožujem sir. No, vi pa ste potem izdali knjigo Kuhajmo sir in tu so številni recepti, veliko nasvetov, kako režemo, kako shranjujemo. Na kakšen način to predstaviti potrošniku? No, sir v Sloveniji ima v zadnjem času tudi po zaslugi kmečkih sirarjev veliko večjo pozornost, kot je imel. Mogoče tudi moje knjige in tudi ostale, promocijske aktivnosti so nekaj doprinesle k temu. Sir je na nek način
izjemno polna hrana, na nek način bi lahko temu rekli super živilo, ne? Ker ima toliko pomembnih gradnikov človeškega telesa v sebi, ko ga uživamo. Še posebej, če je sir narejen iz surovega mleka, ta pravzaprav v mnogo primerih deluje veliko drugače kot sir iz pasteriziranega mleka. Mogoče zdaj nimamo časa iti v podrobnosti. Sigurno si sir zasluži posebno mesto v kulinariki. Jaz sem zelo vesela, da jo v Sloveniji dejansko tudi dobiva, ne? Jaz se veliko pogovarjam z kolegi iz tujine, imam občutek, da smo slovenski sirarji uspeli zelo veliko sirov, da je danes zelo veliko sirov tudi v gostilnah, v restavracijah, in pa da vedno več zelo dobrih kuharjev, šefov, tudi kuha siri. Kar se mi zdi res izjemno, to je za nas na eni strani možnost za prodajo, ampak na ta način tudi ljudje spoznavajo sire. Mi smo že pred več kot 20 leti delali sire, ki jih Slovenci niso poznali. In zelo težko jih je bilo prodati. Predvsem, ker je bila določena skepsa glede sirov. Mi smo bili navajeni na sir brez lukenj, sir z luknjam, v zeleni plastiki, v rdeči plastiki, in to je bilo približno vse, kar je bilo. S tem, kot pa se je Slovenija odprla, ne, ko smo začeli na nek način tudi uvažati sire, ko so začeli Slovenci bistveno več potovati, Slovenci res veliko potujemo in spoznavajo te stvari v tujini, potem so začeli popraševati tudi po teh sirih tukaj in danes je mogoče skoraj lažje že, vsaj za nas, prodati te posebne sire, kot pa nek običajen sir, kot smo ga navajeni. Dostikrat je v bistvu posebej pri sirih, kot so kozje mleko, tukaj je bilo zelo veliko nekih predsodkov, ker je bila koza pač neka prispodoba revščine, po drugi strani je bilo velikokrat nehigienično to mleko pomolženo, predelano in zato je imelo nekto močne moteče okuse, tako da pravzaprav najbolj pomembno je, da ljudje probajo. S tem, da še ena stvar, ki se mi zdi res pomembna, je tukaj, kot pravimo, da o okusih ne razpravljamo, ne. Jaz mislim, da vsak ima pravico do svojega okusa, vsak mu je nekaj najljubše. V zvezi s tem je bistveno, da imajo ljudje možnost, da poskusijo te različne nove sire in se potem odločijo, kaj jim je všeč. Še vedno imamo zelo veliko ljudi, ki vztrajajo na tistih poteh od prej, na tistih sirih, ki so bili hvajeni, ampak vedno več je pa ljudi, ki posega po teh novih zanimivih sirih z zanimivimi okusi. Kot združenje sodelujete tudi na festivalih v tujini, morda tudi prodajate sire v tujini? Jaz mislim, da trenutno je to nek zelo majhen delež, ki ga prodamo v tujino. Recimo zelo smo prepoznani predvsem pri zdaj vzhodnoevropskih državah, kjer se je pa ta tradicija kmečkih sirov praktično popolnoma izgubila. In na njihovem tržišču še danes teh lokalnih njihovih sirov kmečkih je zelo malo. In tukaj v bistvu imamo kupce recimo iz Češke, mi pa tudi še nekateri drugi sirarji. Sicer pa ne, mislim, da nimamo niti količin tolikšnih, da bi in mogoče na nekih standardnih tržiščih ali pa standardnih državah z veliko izbiro sirov, kot Italija, Francija, si težko predstavljam, da bi bili ta trenutek že posebej uspešni, ker imajo sami dovolj različnih sirov. Mogoče smo bolj zanimivi za tiste, ki nimajo tega izbora. Ste tudi podpredsednica Evropske mreže kmečkih in obrtnih sirarjev, FACE. Nam lahko še o tej ustanovi, o tej službi kaj poveste? Slovensko združenje je član tega združenja od leta 2017. To združenje združuje trenutno sirarje, kmečke in obrtne sirarje iz 18 evropskih držav, 21 združenj in predstavljajo znotraj tega približno 4000 sirarjev. Glavna naloga tega združenja pa je, da poskušamo reševati težave ali pa izzive kmečkih in obrtnih sirarjev, ki so nam skupne na tem v evropskem območju. To so stvari, ki so povezane z zakonodajo za to področje. Hkrati pa združenje res veliko dela tudi na promociji kmečkih sirarjev v Evropi. Letos bo 1. julija prvič Evropski dan kmečkih sirarjev, kjer se bomo tudi mi temu priključili z nekimi aktivnostmi. Tisto, kar pa jaz vidim kot mogoče največja prednost tega, da smo vključeni v to združenje, da imamo dostop do tega, kaj se dogaja drugje. Ta izmenjava izkušenj, izmenjava mnenj o določenih stvareh, pa tudi, ko se nekaj
pri nas zaplete, da lahko nekoga pokličeš in hitro najdeš rešitev, ker v toliko državah se vse te stvari nekako pojavijo, je izjemno pomembna. V paleti vsega, kar počnete v svojem življenju, ste tudi predsednica Združenja hribovskih in gorskih kmetov Slovenije. Kako doživljate oziroma kako to vlogo sprejemate? Zapisali ste tudi nekje: življenje mi je pokazalo, da če veš, da je nekaj prav, se je treba podati na pot aktivizma in ne odnehati. To je očitno vaša karakterna lastnost, tudi že z vsega povedanega. Ja, zdaj, če nekaj ni dobro, tega ne bomo rešili, za šankom v gostilni, niti tega ne bomo rešili na socialnih omrežjih, ampak je treba najti pot do tam, kjer se o stvareh odloča. Ustanovitev združenja je bila, vzvod za to je bilo, da razumemo, da razmere za hribovske kmete niso dobre, čeprav se v javnosti vedno govori, kako podpiramo hribovske kmete, dejansko podatki kažejo nasprotno. Daleč od tega, da bi podpirali hribovske kmete. V Sloveniji pretežno podpiramo kmetije z lažjimi pogoji. Podpora tem kmetijam je zelo nizka. Ko pa vidiš, da je, to se pravi, prvič mislim, da združeni, da to karkoli lažje naredimo. Drugič je bilo treba najti pot do tam, kjer se odloča. In to smo pravzaprav na nek način zelo hitro tudi našli, tako da smo nekako zdaj zraven, kjer lahko delamo. Potem je treba jasno vedeti, kaj želiš, ne delati to na račun drugih, ampak iskati pravične rešitve, ki lahko obstanejo. Treba se je zavedati, da je pot do rešitev dolga in je treba na teh poteh vztrajati. Mogoče je bila to moja izkušnja predvsem od kmečkih sirarjev, kjer so redki verjeli, da bomo svojimi stvarmi uspeli, in dejansko se leta nikamor ne premaknilo, ampak na koncu, ker smo vztrajali, ker nismo odnehali, se je premaknilo in so se postavile neke osnovne razmere, da lahko delamo. Moram reči, da z mojimi izkušnjami vseh teh let je zdaj pri hribovskih kmetijah stvari kljub vsemu imam občutek, da grejo malo hitreje. Malo smo, že bom rekla, bolj izkušeni, bolj modri, nekako lažje razumemo, kje najti prave poti. In imamo v bistvu tisto, kar je mogoče tudi pomembno, da imamo v združenju veliko mladih. Ti so zelo aktivni, starejši poskušamo na nek način biti mentori tem mladih in jaz upam, da čez 2 leti, ko bo moj mandat potekel, da bomo imeli novo mlado vodstvo, ker mladi bodo kmetovali in ti se morajo predvsem za svoje pogoje izboriti. Kaj so konkretno ti pogoji, za kar se borite? Trenutno je stanje tako, da velika večina hribovskih kmetov v ekonomskem smislu ne more preživeti. Če gledamo to samo skozi pridelavo kmetijskih proizvodov. Pri tem pa hribovske kmetije počnemo marsikaj za to družbo. Vzdržujemo, da je Slovenija lepa, smo v bistvu na nek način tudi poleg tega, da predelujemo hrano komunalci, skrbimo za to, da je to podeželje še vedno poseljeno. V bistvu dajemo podlago drugim panogam, naprimer turizmu, pa še nekaterim drugim. In bi bilo prav, da družba, če meni, da je to pomembno za nas, da to tudi ovrednoti in tistega, ki to počne, tudi finančno nagradi. Kajti nova generacija ne smemo pričakovati, da bodo novodobni mladi kmetje kmetovali zgolj zato, ker jih to veseli. In kmetujejo radi. To je v bistvu sicer predpogoj, da sploh kmetuješ, ker drugače je kmetovati zelo težko. Ampak pričakujejo tudi, da bodo ustrezno nagrajeni in da bodo imeli poleg tega tudi nekaj časa za sebe, za družino, prostega časa. Tukaj pa se stvari zelo zapletejo pri hribovskih kmetijah. Namreč v preteklih letih so bile zelo zanemarjene, predvsem investicijsko. Praktično hribovski kmetje, razen nekaterih večjih, niso bili uspešni razpisi, če tudi so kandidirali, marsikdo niti ne prosi več za ta sredstva in v bistvu je ta zaostanek investicijski zelo velik. Veste, v hribih so večinoma je tukaj živinoreja, imamo še vedno kopico hlevov na privestu, se pravi, nimamo proste reje, ker preprosto ljudje nimajo sredstev, da bi se naredili nov hlev. Dostikrat nimajo niti prostora v hribu, da bi lahko to vrsten hlev si
uredili. In ker se stvari stalno zaostrujejo tudi na področju zaščite živali, se nam lahko zgodi zelo kmalu, da pravzaprav taki, kot so, sploh ne bodo več imeli mesta pod soncem. Nekako treba bo najti način, če že porabljamo javna sredstva za kmetijstvo, da so ta razdeljena pravičneje, da se razume vlogo hribovskega kmeta širše kot samo pridelava hrane in da se najde načine, vzvode, ki bodo primerni tovrstnim kmetijam, da se jih obdrži. Ja, ne nazadnje gre tudi za ohranjanje tradicije in vrednot. Morda se to v današnjem času komu zdi nepomembno. Kaj menite o tem? Popolnoma se strinjam z vami. Ljudje, ki živijo na kmetijah, so mogoče, kar se tiče tega, nekoliko drugačni. So bolj večji tradicionalisti. Mogoče bi rekel v tem današnjem žargonu bolj konzervativni, ampak jaz temu rečem žlahtno konzervativni. In z uničenjem teh kmetij se bo to gotovo izgubilo. Mislim, da je škoda, ki bo narejena, če to prepuščamo še naprej naravnemu toku, da bo škoda izjemno velika. In mislim, da se bomo zavedli šele takrat, ko bo ta že narejeno, ko teh kmetij več ne bo. Ne. Pri tem je treba mogoče še eno stvar povedati, da te kmetije niso intenzivne. Večinoma niso intenzivne, ker pogojev za intenzivnost nimajo. Ne. Po drugi strani pa zaradi zahtevnosti terenov so dostikrat kmetje že, ko bi morali penzijo, poleg tega, da imajo zelo slabe pokojnine, so tudi popolnoma fizično izčrpani, uničeni, ker so delali po 40-50 let na res izjemno težkih pogojih z opremo, stroji, ki niso primerni za to. Mi imamo v Sloveniji izjemno veliko tudi nesreč. Ne? Izjemno veliko imamo nesreč, ko beremo, da so to ljudje starejši od 70 let in še več, kar pomeni, da na nek način so ljudje prisiljeni delati, tudi prisiljeni, ne samo na želje, tudi prisiljeni delati daleč v starost, ker enostavno je sistem postavljen tako, da nimajo dovolj prihodkov, da bi lahko normalno preživeli na teh kmetijah. Tukaj je še zelo veliko stvari. Ta socialni vidik je nekaj, česar smo se tudi letos odločili na občnem zboru, da se ga moramo lotiti, ampak ne gre vse naenkrat. To se pravi, eno so podpore, drugo so prevetritev cele te socialne slike in socialnih transferjev, davščin, spodbujanje omogočanja več delovnih mest na teh kmetijah, kjer ne bo stanje, kot je danes, da marsikdo hodi v službo, potem popoldne kmetuje, nosi denar iz službe na kmetijo. In tukaj si prizadevamo, da bi se dopolnilne dejavnosti, ki so tukaj pomembne, v bistvu, ki so vezane na predelavo osnovnega kmetijskega proizvoda, naj si bo mleka, mesa, tretirale v davčnem smislu kot kmetijska dejavnost, da ne bi posebej obremenjevali ljudi z birokracijo in dodatnimi stvarmi. Verjetno bodo potrebne tudi bistvene davčne olajšave za mlade, ki se odločajo za kmetijstvo v hribih in tako dalje. Torej, izzivov je res veliko in če tudi najdemo neke rešitve za večino področij, se še vedno bojim, da bo velik del teh kmetij, da je brez prihodnosti. Žal. Življenje prinaša različne izzive, vzpone in padce. Zagotovo ste vse to preživeli, doživeli, izkusili. Kako bi pogledali na to svojo prehojeno življenjsko pot in na vse tisto, kar vas še čaka, kako gledate v prihodnost? Kar se tiče preteklosti, je bilo vse, kot je življenje samo, ni mi žal za nič, vse jemljem kot neke lekcije, ki so me pripeljale, naučile do tukaj, kjer sem danes, kjer mislim, da dosti drugače razumem življenje, dosti bolj cenim življenje, ljudi okrog sebe. Pač preizkušnje so tiste, ki te oblikujejo in zato jih je treba tako tudi gledati kot lekcije. Kar se tiče pa naprej, jaz upam, da bom še dolgo zdrava, želim si biti še vedno naprej kreativna, jaz sem pač zelo radoživ človek, želim si početi še marsikaj,
kar počnem rada, pa mogoče nisem mogla početi v tolikšni meri, kot bi si želela. Pa upam, da bom tudi v bodoče še lahko s svojimi izkušnjami prispevala k boljši družbi, k boljšemu življenju pravzaprav nas vseh, posebej pa še mogoče kmetov. Kakšna vzpodbudna misel za tiste, ki se odločajo delati na kmetiji? Kmetijstvo je en zelo lep poklic, zato sem tudi jaz prišla v kmetijstvo, ne glede na to, da nisem bila kmetica. In moram reči, ne glede na to, danes smo se pač pogovarjali tudi o problemih, zato ker se je o problemih treba pogovarjati, da jih rešimo, zato da bi bilo lažje. Ampak kmetijstvo je ena izjemna lepa panoga. Delo z naravo, z živalmi, s hrano je nekaj, kar človeka v resnici osrečuje. Tako da jaz si resnično želim, da bi mladi videli obe plati, to lepo plat kmetijstva, ta drugi del, ki pa mogoče ni danes tako rožnat, pa se pravzaprav skupaj trudili, da zadeve izboljšamo, popravi. Tukaj smo zato, da delamo svet boljši, vsi skupaj. Gospa Irena Orešnik, najlepša hvala za ta iskreni pogovor, za vse izkušnje, ki ste jih delili z nami, za vse tisto, kar dobrega naredite v slovenski družbi in želimo vam še veliko ustvarjalnosti, kreativnosti in zagona tudi v prihodnje, pa da bi čim večkrat našli tudi nekaj miru zase, da bi napolnili svojo dušo tam, kjer vam to najbolj ustreza. Najlepša hvala. Nasvidenje. Nasvidenje. Naš gost. Naš gost.